Vedno je lepo brati obljube proizvajalcev, kako je njihov avto, in sploh, in potem jih mi testiramo in rečemo, da tole pa ni glih tako, kot obljubljajo. Dobro, so tisti, ki se pač morajo metati ven, da dosežejo svoje nove kupce, so pa tudi tisti, ki jim vozniki že zelo dobro zaupajo in seveda z vsako novo generacijo pričakujejo več. To je nova generacija BMW-ja serija 5. Oblikovno je seveda še bolj drzna kot prej in sledi novim oblikovalskim trendom znamke, ampak ostaja športno elegantna poslovna limuzina, ki nima tako ogromnih, ekstravagantnih ledvičk in vse skupaj je lepše zglajen, da bo všeč čim več okusom, ker večina novih BMW-jev je kar posebna, če se milo izrazim. Ampak, če se vrnem k tistim obljubam na začetku, več kot 10 milijonov voznikov je že kupil serijo 5 od leta 1972 in seveda še vedno pričakujejo, da se pelje dobro, zato se zdaj peljem na eno prav posebno premiero visoko v gore, ker mi hoče to dokazati z prve roke, ali kako se že reče. Da se bo treba kar toplo obleči. Evo, po 6 urah večinoma dolgočasne vožnje skozi Avstrijo, kjer imajo včasih nenormalne omejitve hitrosti, sem se končno privlekel do Zeldna, kjer je Tina Maze prvič zmagala v svoji karieri v svetovnem pokalu, pa kjer je dosegla prva zmaga v tisto rekordno sezono leta 2014, ko je dosegla največje število točk ever. Po mojem sem prišel kar na ta prav plec, če hočem veliko snega, ne? Sem vzel še smučke s sabo, pa imam občutek, da jih ne bomo mogli uporabiti, glede na to, kako imamo natrpan urnik. Tina pa tudi ni imela časa, da bi šla z mano, ker sem jo pozabil poklicati. Mogoče še bolj zanimiv podatek je ta, da imam porabo 5,2 litra do sem, kar je za tako velik in udoben avto zelo dobro, ne? Zdaj pa gor, gor, gor! In smo že v akciji. Najprej smo se z dizelskimi 520D in električnimi E5, ki so tukaj zraven zapeljali najvišji, kolikor se po cesti tukaj lahko, do ledenika, ki je tam odzadaj, no tam pa je zabavno. Najprej slalom, da vidimo, kako delujejo sistemi. Fajn. Evo, zdaj pa DSC čisti sklopljen. Zdaj se pa začne zabava. Zdaj se pa vse izklopil, tako da BMW še vedno dovoli igro. Dobar je. Najverjetno je, koliko imaš s toliko velikim pa načeloma tudi težkim avtom dobro kontrolo. Eno so gume, pa če res so dobre, kot druga je pa vrhunski pogon, pa ful dober občutek na volanu. Ful lepo dejansko lahko nadzoruješ vse, kar se dogaja. In tukaj se res pozna, da BMW tudi pri svoji novi limuzini zna narediti tisto, kar rabimo ali pa pričakujemo od njega. Ta prvo rundo, ko sem imel pa vse vklopljen, sem pa lahko do konca pritisnil gas, pa ni bilo nič. Dejansko vse toliko za bremza, ne morem verjeti, koliko je to napredovalo v vseh zadnjih letih. BMW je tukaj res zelo napreden, ker so včasih vsi bali zadnjega pogona, tam ima sicer 4-kolesnega, ampak kljub vsemu so potem šli z razvojem toliko daleč naprej, da so lahko tudi vsem tistim, ki jih je bilo strah tega, ponudili pač dobro alternativo in evo, to da lahko vsak pele. Je pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, če hočeš, da je avto toliko agilen, po novem rabiš imeti tudi zadnji kolesi krmiljeni in tukaj se to res pozna. Sploh za tega, ker sem preizkušal še pol tistega, ki ga nima, 4-kolesnega krmiljenja in so določene zelo ozke dele kar s težavo z vozom. So tako naštimali, da imaš pol težavico na koncu, če nisi res dovolj ovinca vzel. Tukaj se tudi pozna zelo tehnologija in ja, lahko rečem, da jo priporočam. Je pa res, da za pravo vožnjo počez je pa še zmeri boljši tisti brez krmiljenja zadaj. Vse je logično, ampak verjetno bo malo voznikov to počeli vsak dan, ne?
Danes sem pa kar malo nervozen, ker me bo avto sam pelil. Evo, premika se. Nič ne smem pritiskati. Uneči zraven mene. Dobar, aha, gre zdaj v smer, jaz pa v to. To ni avtonomna vožnja, ampak v bistvu avtomatizirana vožnja, s katero preizkušajo sisteme, kot so recimo zavore. S tem lahko naredijo na tisoče ponovitev, česar človek enostavno ne zmore vedno isto, ali pa se mu enostavno ne da več. So ugotovili, da je to izjemno učinkovita zadeva. So najprej šli do firm, ki proizvajajo robote, pa so jim rekli, da to ni možno, potem pa so zadevo razvili kar sami in zdaj drugi hočejo to tehnologijo od njih. Ponovno preizkušajo tudi sisteme za avtonomno vožnjo, itak, pa ta je sploh zanimiva, ko so na 24-urno vožnjo poslali 2 električna avta, celo polnila sta se sama vmes. Je robot priklopil polnilni kabel, avta sta se šla pa poln, ko sta imela 10% baterije in speljala, ko sta imela 80%. Zdaj pa imamo res posebno nalogo in sicer moramo po tej polno zasneženi cesti doseči 2800 metrov nadmorske višine na tale krasen ledenik. Mi pa pomaga 601 konj, da lahko pridem na ta res strm klanc. Motorja delujeta noro, nista povezana nič fizično, spredje eden, zadnji en, ampak sta tako lepo usklajena, da moram jaz samo hiter vrteti volan. Takole, pa biti majčken previden na pedalu, a ne? DSC, to je nadzor stabilnosti, je pa itak izklopljen, da je bolj zabavno. Ampak namen te vožnje je v bistvu spust, da vidimo, kako dobro deluje regeneracija. Želeli so doseči, da imaš vedno enak občutek med zaviranjem, tako takrat, ko deluje regeneracija, kot takrat, ko dejansko delujejo zavore. Ja, dober občutek je na pedalu, ni kaj, je pa tudi res, da je regeneracija tako učinkovita, da večinoma zavore sploh rabim, ne. Ok, konc zabave po 2 dneh, takšne premiere so vedno zakon, ker v ta pravem okolju vidiš, kaj avto dejansko zmore in zakaj inženirji rabijo toliko let, da razvijajo vrhunski izdelek, kot je tudi nova petica. To je dejstvo.